Pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali zajčka po imenu Hopek. In Hopek si je nadvse želel postati velikonočni zajček. Mu je uspelo? Kdo bi vedel? Najbolje je, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici Hopek in velikonočni zajček. Hopek je zamišljen sedel na travniku. Mami, a jaz sem pa zdaj kar za zmeraj beli zajček dolgouhec? Seveda, lumpek, sicer boš res še zrastel v velikega belega zajca, toda ostal boš dolgouhec. Za zmeraj. Ampak mami, jaz bi raje bil kakšna druga žival, recimo ptiček. Letal bi, lej, takole bi letal, je vrisknil Hopek in skočil čez mamico. Ja, lepo, ljubček, vendar to ne gre. Zajci ne letamo, zajci skačemo in tekamo cik-cak. Hopek in njegova mamica sta odskakljala na grič. Mami, zakaj smo vsi zajci enaki? Jaz bi bil rad drugačen. Saj nisi tak kot ostali, ti si čisto poseben zajček. Beli zajček si in vrh tvojega desnega ušesa je živo moder. Tvoj prijatelj Martin je rjavi poljski zajec. Ti živijo v dolini. Nekje daleč proč pa živi tudi velikonočni zajček. In kakšen je ta, mami? Velikonočni zajček je skrivnosten zajček. O njem pripovedujejo nenavadne zgodbe. Menda je hitrejši od vetra in ko se skrije v visoki travi, ga niti sokol ne more najti. Prav zato velikonočnega zajčka še nihče ni videl. Mami, prosim, povej mi še kaj. Velikonočni zajček se ne boji ne lisice, ne volka. In vsako leto pred veliko nočjo hodi od kurnika do kurnika, zbere jajca in jih previdno odnese domov. Pobarva jih in jih okrasi. In potem jajčka niso več jajčka, pirhi so. In zajček jih dobro skrije. Otroci pirhe poiščejo in se z njimi igrajo. Več pa ne vem. Krasno, mami, tudi jaz bom velikonočni zajček, je poskočil Hopek in jo obral na potep. Kaj je že rekla mami? Velikonočni zajček je pogumen zajček, še lisica se ne boji. In Hopek jo je mahnil naprej v gozd lisico iskat. Hitro jo je našel. Prebrisanka je smrčala v prekucnjenem votlem deblu. Če bi mami videla, kako zelo pogumen sem, je dahnil beli zajček. Že od nekdaj je namreč mislil, da je zvitorepka hudo nevarna, ampak zaspanka je bila videti strašansko prijazna. Toda, gorje, naenkrat je planila iz debla in šavsnila po zajčku. Nesramnica se je le delala, da spi in tako pošteno potegnila za nos vso okolico. Ubogi Hopek je komaj ušel. Cik-cak, cik-cak, cik-cak. Potuhnil se je v travo in od strahu niti dihati ni več upal. Ne, hitrejša od vetra pa še ni. Lisica se je na srečo hitro naveličala skrivalnic in odkorakala nazaj v gozd. Joj, biti pravi velikonočni zajec sploh ni lahko, je smrknil Hopek. Čisto počasi je zlezel iz trave in zagledal rjavega zajčka. Dober dan, je rekel ta. Dober dan, ali si ti velikonočni zajček? Je bleknil Hopek. Jaz, trap, saj veš, da sem poljski zajec. Kdo je pa tisti tvoj? Hopek je brž povedal zgodbo o veliki noči, zajcu in jajčkih in dodal še: Jaz bi rad postal velikonočni zajček.
Rjavi poljski zajček je bil navdušen. Poiščiva kak kurnik. Nesti jajca domov res ne more biti težko. 1, 2, 3 sta našla kokodajse. Rada bi bila velikonočna zajčka, sta jim zaupala in jih prosila za jajca. O, naj bo, potepina, ampak vsakemu dam le 1. In pazita, da se nobeno ne razbije, je odkodakala prijazna debeluška. Hvala, gospa, ker brez skrbi bodite, je pokimal poljski zajec. Pridi, greva k moji mamici, ona vse zna, gotovo nama bo pomagala okrasiti. Ojoj, sredi poti je Hopko spodrsnilo, padal je na brčice, rjavi poljski zajec je telebnil čez prijatelja in veselja je bilo konec. Bum, fres, čmok. Au! Ostale so le bele in rumene packe in koščki lupin. Reveža sta se pricmerila domov. Ne jokajta, potepuščka. Velikonočni zajček je pač le eden in prav zato je res nekaj posebnega. Glejta, pritekel je mimo in tudi vama prinesel darilo, ju je potolažila Hopkova mamica. V travi je ležal ogromen pirh, prava pravcata pisanica. Juhuhu, jajček in pol, je še zavriskal Hopek, nato pa od utrujenosti omahnil mehko travnato posteljo. Lahko noč, Hopek. Je kako prikupen je bil tale Hopek, kaj ne? In takšno željo je imel postati velikonočni zajček. Ampak ta je najbrž res samo eden. Kdo ve, kaj zdajle vse počne? Ampak je pa Hopek spoznal novega prijatelja, Martina, s katerim se bosta sedaj lahko igrala in cikcak tekala po travnikih in gozdovih ter uživala v igri. Tako, otroci, pokukajte še med ostalimi pravljicami, ki vas čakajo v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Sedaj se jih je pa nabralo že kar precej. Le poglejte. Zagotovo boste našli kakšno, ki vam bo všeč. Lepo se imejte, pozdravite Hopka, če ga srečate, pa se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali zajčka in pa njegove prijatelje. Ampak ti prijatelji so nekaj posebnega. Malce drugačni so. Zelo me zanima, kateri prijatelji so to. Tudi vas, kaj ne? Predlagam, da se čim bolj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici Zajček in njegovi prijatelji. Kdor ima prijatelje, temu je dobro, je rekel zajček sam pri sebi. V dvoje je vse lažje. Zaklenil je svojo hišo in se podal k drugim zajcem, da bi poiskal prijatelja. Toda to ni bilo tako enostavno. Ha, je rekel debeli Stanko. Ti bi rad bil moj prijatelj? Ha, to je pa res smešno. Premajhen si še, zajček. Pridi spet, ko zrasteš. In potem se je smejal in se držal za debeli trebuh. Prijatelj, je momljal spretni Pavle in pri tem urno poskakoval po svoji delavnici. Za prijateljstvo nimam časa, zelo sem zaposlen. Barval je 10 pirhov hkrati, packal, risal s čopičem in lepil slike nanje. Pa se je do velike noči še dosti časa, je rekel zajček. Pavle pa ga sploh ni več poslušal. Zajček je bil zelo, zelo žalosten. A ker je bil že na poti, je šel kar naravnost naprej. Hodil je dolgo, ne da bi vedel, kam bo prišel. In nekega dne je prispel do mavrice.
Zajček je ostrmel. Še nikoli ni videl kaj tako pisanega in sijočega. Dolgo pot si prehodil, zajček, je rekla Mavrica. Pridi k meni in si odpoči. Zajček se je ulegel sredi rdeče, rumeno, zeleno, modro vijoličnih barv in bil nadvse vesel, da je srečal Mavrico. Povedal je, zakaj potuje, in Mavrica ga je poslušala. Dolgo sta ostala skupaj. Ko sta se poslovila, sta bila prijatelja. Ker si moja prijateljica, bo odslej zame prijateljstvo kot pisana Mavrica, je rekel zajček. Mavrica pa mu je za spomin podarila lonček mavrične barve. Zajček je šel naprej. Hodil je in končno prišel k soncu. Dolgo pot si prehodil, zajček, je reklo sonce. Pridi k meni in si odpoči. Zajček se je ulegel na zlato posteljo in sonce ga je grelo. Dolgo sta ostala skupaj. Ko sta se poslovila, sta bila prijatelja. Sedaj vem, da je prijateljstvo nekaj toplega, je rekel zajček. In sonce mu je za spomin podarilo lonček sončevega zlata. Zajček se je poslovil in odšel. Hodil je in končno prišel k luni. Dolgo pot si prehodil, zajček, je rekla luna. Pridi k meni in si odpoči. Zajček se je ulegel v nežni srebrni lunin sij in zaspal. Luna pa je bedela nad njim. In ko se je zajček prebudil, sta bila z luno že prijatelja. Ker si moja prijateljica, bo odslej zame prijateljstvo nekaj milega in nežnega, je rekel zajček in se poslovil. Luna pa mu je za spomin podarila lonček luninega srebra. Zajček je hodil in nekega dne je spet prišel domov. Odprl je svojo delavnico in ker je bil že čas za barvanje pirhov, je pričel delati. Pobarval jih je z mavrično barvo, sončevim zlatom in luninim srebrom. Spominjal se je mavrične živahnosti, sončeve zlate topline in luninega milega srebrnega sija. Zajček je bil zelo srečen. Pirhi so bili tako lepi, kot še nikoli poprej. Bili so pisani kot mavrica, se svetili kot sonce in lesketali kot luna. In tistim, ki so jih na velikonočno jutro našli, so pripovedovali, kako dobro je, če imaš prijatelje. A še kako resnično je tole vse skupaj. Prijatelji so kot zaklad. In prijateljstvo je treba negovati, kajti nikoli se ne ve, kdaj nastopijo kakšne težave in takrat nam bodo prijatelji zagotovo priskočili na pomoč. Tako kot so zajčku, njegovi nenavadni prijatelji, priskočili na pomoč. Taka zelo simpatična pravljica, kaj ne? Še več pravljic pa vas čaka v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček, kamor le pokukajte in zagotovo boste našli kakšno pravljico, ki vam je všeč. Do prihodnjič pa se lepo imejte, uživajte v prijateljstvih, pa se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica bo nekoliko skrivnostna. Namreč zajček si želi, da bi mu putka znesla jajce. Putka je še premajhna in ne zna nesti jajc. In mu bo uspelo priti do jajčka. Prav tako pa me zanima, zakaj si zajček želi jajček in kaj bo z njim počel. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Bravo, putka.
Nekega lepega pomladnega dne je priskakljal zajček mali putki in jo poprosil: "Znesi jajček zame." "Jaz?" se je začudila putka. "Jaz še ne znam nesti jajc, premajhna sem." "Ampak če res potrebuješ jajce, povprašajva konja." "Pozdravljen, konj. Znesi jajce za naju." "Ihaha, jaz ne nesem jajc. Mene so določili za ježo, ne za jajca," je razložil konj in glasno zahrzal. "Pridi, zajček, vem, koga lahko še vprašava. Prijaznega, okroglega prašiča." "Ljubi pujsek, ali bi lahko ti znesel jajce za naju?" Jaz vendar ne znam nesti jajc. Jaz skrbim za svoje male pujske, ne pa za jajca," je pojasnila mama pujska in zadovoljno zakrulila. "Pridi, zajček, če hočeva dobiti jajček, prosiva zanj dobrodušno ovčko." "Ljuba ovčka, znesi, prosim, jajček za naju." Jaz ne znam nesti jajc. Kmetu dajem volno, ne jajc," ju je poučila ovca in glasno zablejala. "Hvala, ovca, bova pač vprašala še kravo." "Dober dan, ljuba krava. Bodi tako prijazna in znesi jajce za naju." "No, jaz vendar ne znam znesti jajca. Kmetu dajem mleko," je rekla krava in zadovoljno zamukala. "Bova pa vprašala še krta." "Pozdravljen, veseli črnušček, bi nama lahko brž nesel jajce?" "Jaz? Jaz vendar ne nesem jajc, ne hitro, ne počasi. Jaz rijem pod zemljo in kopljem rove. Veste kaj, oglasita se pri volku." "Beživa!" je zgroženo zacvilil zajček. In odcvrla sta jo čez drn in strm. Mala putka je stekla k kokošim. Ljube kokoške, brž znesite jajček zame," je poprosila skoraj brez sape. "Kokodak, mi? Zakaj pa mi? Dovolj velika kura si že, da si lahko sama zneseš svoj jajček. Malo se potrudi, napni vse moči, pritisni. In uspelo je! Zajček, je ponosno kokodakala srečna kokoška. Zajček, zate sem znesla jajček, moj prvi jajček. Zajček je poskočil od veselja in vzkliknil: "Bravo, putka!" "Zakaj pa pravzaprav sploh potrebuješ jajček?" je radovedno vprašala mala kokoška. Zajček se je navihano namuznil in šepnil: "To ti ljuba velika putka, to je pa moja skrivnost." Ja, kako skrivnosten je tale zajček. Ampak otroci, poglejte. Samo poglejte, česa se je lotil zajček. Bravo, zajček, in seveda bravo, putka. Namreč brez tebe jajčk ne bi bilo. In zajček ne bi mogel barvati jajčk ter pripraviti velikega presenečenja. Luštna pravljica, kaj ne? Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim drugim pravljicam, tako o zajčkih kot o kokoškah. Le malce pobrskajte in zagotovo boste našli še kakšno pravljico. Lepo se imejte, meni pa se malenkost mudi. Namreč zajček me je spomnil, da moramo tudi v naši družini na naraven način pobarvati jajčka. Že hitim, lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo.
Čau, čau. Bravo, putka. Super si. Evo, zdaj grem pa še jaz hitro pobarvat pirhe.